Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes bomo preverili, kaj se bo dogajalo ne le na Japonskem, ampak tudi v naši bližini. Približuje se nam namreč praznik, ki se imenuje Kagami Biraki. Več o njem bomo danes pregovorili z Mojmirjem Kovačem in Mikelom Marola. Lepo pozdravljena. Dober dan. 5. Kagami Biraki se ima zgoditi. Kaj pravzaprav je to? Kagami Biraki je tradicionalni japonski obred za srečo. V bistvu se je to, 300 let nazaj, so pred neko odločilno bitko, so imeli, tako kot v ameriških filmih, motivacijski govor in potem so s kladivi so razbili en pokrov od sakeja, soda od sakeja in so s temi njihovimi šalčkami vzeli sakej in so spili. In ker so to bitko zmagali, so rekli, ta ritual moramo obdržati, ker nam prinaša srečo. In je v bistvu se obdržal tako skozi zgodovino, skozi čas. Japonci ta ritual uporabljajo pri pomembnih obletnicah, pri rojstvu otrok, ko odprejo kakšno svoje novo podjetje ali kakšne take stvari. Za novo leto, Japonci ga praznujejo 11. januarja, je pa to tradicionalno, se ta pokrov soda razbije. Ker želimo mi malo pridih te japonske kulture pripeljati tudi k nam, smo nekako zbrali informacije, kako to organizirati. Smo se združili oziroma povezali z japonskim veleposlaništvom v Sloveniji in zdaj to počnemo tudi mi. Tako da praznujemo Kagami Biraki oziroma praznujemo japonsko novo leto. Bo pa to vendarle potekalo en dan po novem letu, letos, kaj ne? Ja, v bistvu 11. januar je med tednom. Tako da bomo mi, tako kot ste prej rekla, 5. Kagami Biraki, se pravi, se že dogaja nekaj let, vsako leto malo nadgradimo, spremenimo, dodamo. Sem hotel reči letos, ampak naslednje leto, se pravi januarja, bosta 2 dneva, 12., petek 12. in sobota 13. januar. V petek bomo imeli japonski kulturni večer v gledališču, v soboto je pa potem ta malo daljši del, ki v bistvu traja cel dan, ampak dogodek je potem samo 1 uro in pol. Dogaja pa se delavnice japonske kulture, predstavitev borilnih veščin japonskih, stojnice in tako veliko tega. Tako se mogoče bomo še kaj povedali. Kje bo pa to potekalo? V soboto, 13. januarja, se bo dogodek zgodil v športni dvorani Osnovne šole Koper. To je poleg dvorane Bonifika, skoraj v centru Kopra. In bomo začeli že ob 10. uri zjutraj. Praznovali bomo 30. obletnico inkluzivnega juda. Z inkluzivnim judom smo pričeli prav pri nas, na našem delu, Koper Portorož. Tako da so nam nekako ponudili organizacijo take pomembne obletnice, krogle. Mi smo to sprejeli in smo rekli, mogoče bi pa lahko šlo to tudi v to naše praznovanje novega leta, tako da ena pomembna stvar in druga pomembna stvar je še bolj pomembno, še večji pomen. Zakaj? Zato, ker bo to našo prireditev bojo obiskali oziroma si bodo ogledali tudi pomembneži, tako kot so župani, nova veleposlanica Japonske v Sloveniji in najverjetneje tudi predstavniki iz Evropske judo zveze. Poleg vseh naših obalnih judoistov, staršev njihovih, starih judoistov, ki so že pozabili, ko si zaveže pas. Tako da bo prijetno, zanimivo in mislimo, da je prav, da se taka pomembna obletnica zgodi na tak pomemben praznik. Kaj pa pomeni inkluzivni judo? Kaj pomeni inkluzivni judo? Se pravi, zdaj malo reklame naredil za judo. Judo, danes je judo kot šport. Se pravi, ga imamo Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, olimpijske igre. V resnici pa judo ni nastal kot šport, ampak je nastal kot edukacijska metoda. Se pravi, preko
to je telovadba, kjer treniramo obrambo in napad in preko tega razvijamo telo, in duha. In ker se judo lahko prilagaja osebi, katera to počne, lahko delajo judo otroci 5 let stari ali pa 4 ali pa 105 let stari občani, starejši občani, lahko pa delajo tudi ljudje, ki imajo kakšne, dajmo reči, posebne potrebe oziroma ne morejo fizično izvajati gibanj nekako, dajmo reči, normalno temu, če lahko to besedo uporabim. Se pravi, tu noter pridejo vsi tisti, ki imamo kakšne poškodbe, tisti, ki invalidi, ljudje s posebnimi potrebami, tako da je judo primeren za vse. In to je ta inkluzija. S tem, da inkluzija pomeni to, da mi sprejmemo ljudi s posebnimi potrebami, ampak tudi ljudje s posebnimi potrebami morajo sprejeti nas. In pri judu se izvaja vadba tako, da se primemo, da se dotaknemo en drugega in takoj, ko se dotaknemo en drugega, začnemo skrbeti en za drugega in gre ta telesna komunikacija naprej. To je ta inkluzija, se pravi, da sprejemamo vse. Inkluzija pomeni tudi druge rase, druge kulture, drugo vse. Se pravi, na ta način se učimo eni od drugih in se potem, ko ti človeka spoznaš, se lepše in lažje obnašaš in komuniciraš z njim. To je ta inkluzija. Kaj pa pravzaprav sam judo je? Kako se razlikuje od ostalih borilnih veščin, glede na to, da gre za takšno celostno vadbo? Kako se pravzaprav razlikuje od ostalih? Kaj je tisto načelo njegovo? Ja, tako kot sem rekel, judo je nastal kot edukacijska metoda, ni nastal kot borilna veščina. Je pa res, ker borilna veščina pomeni, da na koncu nekdo zmaga. Zmagaš pa tako, da je nasprotnik, se ne more več premakniti, ali pa da je zapornik, se pravi, ga moraš premagati. Judo je nastal kot neka vadba, kjer kot sem rekel prej, z vadbo napada in obrambe se razvijam, ampak se razvija, to je vzajemno sodelovanje. Se pravi, jaz pomagam tebi, ti pomagaš meni in oba skupaj rasteva, napredujeva. In svoje znanje in izkušnje, ki jih s tem pridobim, tudi ne samo na blazini, se pravi, ne samo na tatamiju ali pa v borilnici, ampak tudi v življenju, prenašam na družbo. Se pravi, svojim znanjem in izkušnjami pomagam tudi, da družba raste, se razvija, da se spreminja, da gre na boljše. Kako se razlikuje od drugih borilnih veščin? Jigoro Kano, ustanovitelj juda, je v bistvu bil od vseh teh ustanoviteljev raznih borilnih veščin edini, ki je končal, da se hvalimo, edini, ki je končal fakulteto. Imel je to srečo, da je bil prva generacija, ko se je nekako Japonska odprla na zahod in je imel možnost iti na fakulteto, ker do takrat je ni bilo. In še to srečo je imel, da je veliko potoval po Evropi in po zahodu, kjer je spoznaval nove pristope v pedagogiki, sociologijo, filozofijo zahoda in tako naprej. In pol vse to je vnašal v svojega otroka, v svoj produkt judo. Tako da je judo v 1800-1900, ko je to nastajalo, je bil zelo drugačen od drugih borilnih veščin, ker pri judu je trener vadečega naučil, mu je pokazal, mu je razložil, kaj je treba početi, kako je treba narediti. Pri ostalih borilnih veščinah je pa tako, ko so v filmih, ko smo rekli Karate Kid, ko ti trener tolikokrat pokaže, dokler ne razumeš ali pa ne moreš več hoditi. In v bistvu je potem so druge borilne veščine prevzele te metode od juda in kimono, se pravi, to je judogi, se imenuje ji, pasove in načine poučevanja in tako naprej. Tako da je ta judo bil kar ena taka revolucija
in je do takrat so Japonci govorili o bushidu, to je samurajski duh samurajev, se pravi način razmišljanja, delovanja samurajev, od takrat naprej budo. Se pravi, se je spremenilo v borilno rast, pot, tako naprej. Ne. Tako da je judo naredil veliko spremembo znotraj tega japonskega razumevanja tudi borilnih veščin, da ne govorimo o vsem ostalem. Ampak na treningu pa potem, kaj na začetku vadite, torej ponavljate iste vaje, veliko je verjetno povezano z dihanjem? V bistvu je tako, da je judo na lokalnem nivoju je zelo športno usmerjen. Imamo vse te elemente vzgoje, edukacije, se pravi, kjer vsak, ki pride v telovadnico, se prikloni, začnemo s priklonom, se pravi, to so neka izražena spoštovanja, ker ko mi pridemo v dvorano in se priklonimo, se ne priklonimo praznemu prostoru, ampak se priklonimo vsem duhovom, vsem tistih ljudi, ki so že bili v tej dvorani in ki so delali, se pravi, da so naredili dvorano, da so, če gremo banaliziramo, kupili blazine, zato da lahko mi treniramo na njih. Vsem našim trenerjem, ki so trenirali in se učili, zato da lahko zdaj nas učijo. Ne? Se pravi, je ta neka duhovnost in spoštovanje do ljudi in do prostora, kjer to počnemo. In to poskušamo tudi te naše otroke naučiti. Poleg vseh drugih vrednot, ki se širijo z judom, kjer so tudi odgovornost, zaupanje, samorealizacija, se pravi, jaz lahko pomagam, da družba napreduje, če jaz imam s čim pomagati, ne? Se pravi, moram tudi jaz se določene stvari naučiti in tako naprej. Poleg tega je tudi, proaktivnost, se pravi, da sam vidim, kaj je v redu, kaj ni v redu, kje lahko nekaj pomagam, kaj lahko izboljšam in gremo naprej. In v bistvu ta naša prireditev Kagami Biraki nastaja prav iz tega, ker smo ugotovili, da potrebujemo še nekaj drugega, da pokažemo ljudem, da nismo neki pretepači, ampak da je judo pomembna stvar, ki je zelo vplivala na naša življenja in to želimo dati tudi drugim ljudem. In pokazati del te japonske kulture. Zato bomo imeli tudi stojnice in delavnice japonske kulture na ta dan, ker bojo ljudje prišli in bojo lahko probali pisati, sestavljati kebane, igrati go, bojo lahko se preizkusili v karateju, judu, jiu-jitsu, aikidu, ninjitsu, se pravi sablje, kendo in tako naprej. Zato, da ljudje vidijo, da spoznajo delček japonske kulture in tudi to, da smo mi nekaj več kot samo neki športniki, kot neki kar nekaj. No. Tako da iz tega vsega prihaja to ven. Ne. Ja, sej, je mogoče povezano tudi kaj s šintoizmom? V bistvu je, ker to je njihova religija. Ne? In v bistvu, čisto tak banalen primer, samo nimam slovenske besede, ne? Samorealizacija. Ne? Kaj pomeni pri nas samorealizacija? Ne? Je to, da končaš šolo, da imaš avto, imaš hišo, da si poln keša. Ne? Pri njih, pri Japoncih, ki so pod šintoizmom, ki imajo drugačno kulturo, je pa samorealizacija to, da svoje znanje in svoje izkušnje tako bi rekel, nekako delam v družbi, jih uporabljam, zato da skupaj z družbo napredujem. Se pravi, je čisto nek drugi pogled na to, kaj je samorealizacija. Ne? In zato je zanimivo spoznavati nove kulture, nove poglede na svet. Ne? Ker je ista stvar, ista vrednota, ampak sta čisto dve različni teži. Ne?
Jaz se zdi, da je precej zanimanja zadnje čase za japonsko kulturo, mogoče seveda tudi zaradi popularizacije mang in animejev med mladimi. Ampak preden gremo še tja, bi se še vseeno dotaknila. Prišel si oblečen v, kako se že imenuje? Ja, to v bistvu mi med nami se rečemo kimona, ne? Ampak kimono je bolj to, kar ima moj sosed oblečeno. Kimono so najlepše se vidite japonska dekleta, žene, ki se oblečejo, tisto je kimono. To je pa judo gi. Gi se imenuje ta obleka. To je v bistvu tudi mogoče taka dobra zgodba judogija, ne, je ta, ne, recimo rokoborba. V čemu je razlika, ne? Se pravi, filozofija je od zadaj v judu, ki nekje v rokoborbi, da ne bom rekel, da je ni, ampak je drugačna, ne? Ali pa recimo turška rokoborba. Oni se namažejo z oljem, zato da jih noben ne more prijeti. Mi si pa oblečemo judogi. Zakaj? Zato da drugemu damo možnost, da lahko vadi na nas. Ne? Se pravi, jaz se oblečem in ti dovolim, da me ti vržeš, ker ko me ti vržeš, se oba učiva. Ne? To je ta filozofija, ki je drugačna. Se pravi, tudi razlika med tistimi, naprimer, kimoni, ki jih nosijo gejše, ki so taki svilnati, mehki. To pa je kakšen material pravzaprav? To je v bistvu tekmovalna kimona, če govorimo, če se osredotočimo na kimono, ne pa na judogi. In v bistvu to mora, kot sem prej rekel, pri judu se prijemamo, se vlečemo, se tržemo. Če bi se zdaj oblekli, če bi imeli tako, to se strže takoj. Recimo karateisti, ki se ne prijemajo, imajo tanko. Judo je pa kar debela, trda, zato da, ko se povlečeš, se ne raztrže. Ne? V bistvu to je bombaž. Moja kimona ima sigurno 3 kile samo zgornji del, tako da vedno, ko grem kam z letalom, moram pustiti gate in nogavice doma, zato da lahko kimono nesem s sabo. Zaradi tega, na Japonskem si že bil mogoče? Ja. In je tam tudi tako, da bi se ljudje še danes zares ukvarjali z ikebanami? Ja. V bistvu tisto, kar mi gledamo v risankah, je tam resnica. Je resnično, ne resnica. Ljudje so drugačni. Drugače gledajo na svet, drugače ga razumejo. Sicer zdaj v teh velemestih smo vsi McDonald's populacija, ne, generacija, ampak še vedno tudi znotraj samega Tokija so te veliki parki, kjer so te samostani njihovi, kjer je mir, kjer se življenje teče drugače. In oni delajo na teh stvareh. Moj prijatelj Michele, on živi v Trstu, ampak ima to srečo, da se je njegov sin poročil na Japonsko. Sicer najverjetneje zato, ker so že prej bili tolikokrat dol in on vsako leto se odpravi tja in gre, tako da on je dal celo Japonsko skozi in pol nam kaže te fotografije. Ne. Jaz sem bolj judo, ne, in potem sem več časa preživel v telovadnici kot po mestu, ampak je razlika na vsakem koraku. Na vsakem koraku se vidi. Ravno kar so naši prijatelji z judo kluba iz Gorice so se vrnili po 3 tednih, ne morejo verjeti in že planirajo, kdaj bo šli naslednjič. Tako da je treba iti, je treba to videti, ker pravim, čisto drugi svet. Potem se očitno malce okužiš, če se pohecam. Michele, očitno si začel tudi risati. Je bila to posledica obiskov Japonske? Hai iniziato con scrivere in giapponese perché hai visitato il Giappone? Ne. Inizio dall'inizio. Okay. 52 anni fa io ho cominciato con il judo e subito dopo con l'aikido. Volevamo fare sport, combattere e diventare forti. Pred 52 leti je začel z judo in z aikidom, ker je želel šport, ker je želel postati močen. E dopo 20 anni, con tutta la progressione tecnica e le conoscenze tecniche del judo e dell'aikido, ci siamo accorti che doveva esserci qualcosa di più. In pol po enih 20 letih nekega tehničnega napredovanja v judo in aikidu
je nekako ugotovil, da ni to vse, da je od zadaj še nekaj več. Allora ho voluto andare in Giappone per capire cosa c'era di più. E lì si è aperto un mondo. Zato je šel na Japonsko, da vidi, kaj je to, kaj bi lahko bilo to nekaj več, to nekaj drugega. Šel je tja in rekel, tam se je odprl novi svet. Abbiamo capito che era importante non solo praticare l'arte marziale, ma anche capire la cultura e la storia che c'era dietro e tutte le arti giapponesi che potevano essere collegate un po' con l'arte marziale, fra cui anche la scrittura. Non solo, c'è l'ikebana, c'è la cerimonia del tè, c'è anche la cucina, e sono tutte delle arti che hanno una cosa in comune, cioè la ricerca di diventare sempre migliori, della perfezione che non si raggiungerà mai. Se pravi, tam je razumel, da ni dovolj, da poskuša biti čim boljši v tehniki, ampak da je prav, da sprejmejo tudi druge dele japonske kulture, kot je ikebana, kot je obred kuhanja čaja, kot je sama kuhinja, kot je pisanje in tako naprej. In v vsem tem je razumel, da je, ker v bistvu borilna veščina je znotraj življenja, je del življenja, tako kot je vsaka druga stvar. Niso to posamezen film, posamezna slika. Zdaj sem borilna veščina, zdaj sem mama, zdaj sem pa delavec. Ne? To je vse povezano. In znotraj vsega tega imajo vsi en in isti cilj. Danes biti boljši kot včeraj. Neprestano napredovanje. Kaizen pravi Toyota. In s pisanjem gre, da je vsak dan boljši? Koliko veliko ur je bilo že vloženih v to? Quante ore hai già praticato la scrittura? Sono Così circa. Quanti anni? Tante, ma parliamo di anni che è meglio. Vediamo se può guardare Toletti. Sono circa 8 anni che pratichiamo questo. Se pravi, že nekje 8 let, govorim v množini, ker ni sam, ker za njim je društvo, jih je več, in nekje 8 let se ukvarjajo z temi japonsko kaligrafijo. Pol vam bo pokazal, kako to gre. To ni samo, da primeš čopič in pišeš, ampak to so celi obredi, ker v bistvu Japonska je bila 250 let zaprta za Zahod in v tistem času, ker niso imeli kaj drugega početi, to je zdaj tako zbanalizirano, ne, so vsako malenkost pripeljali do perfekcije. In vsaki stvari, ki jo počnejo, iščejo perfekcijo. In in ta perfekcija ni samo v tem, da ti perfektno črko napišeš s perfektnim gibom, s pravilno energijo, ampak tudi vsa ta priprava, ki je pred tem, da lahko nekaj napišeš, da lahko skuhaš čaj in tako naprej, je tisto, kar pomaga k temu, da bo končni izdelek čim boljši. In ti v bistvu ne pripravljaš samo stvari, ampak pripravljaš tudi sebe, da boš čim bolj pravem stanju, da boš lahko naredil čim bolj perfekten izdelek. Je čaj mogoče povezan tudi s pisanjem? Tam vidim majhen čajnik. Ne vem, če je to čajnik. Kje so se quello nero per fare il tè? Questo? No, Questo? Sì. Sì. Questo è per fare l'inchiostro. È acqua. To je notri je barva, voda in to vodo zlije na to barvo in potem postane. Ne? Se pravi, ni kar nekaj, ne? Je prav točna količina vode, koliko kapljic, zato da se ta barva stopi in rata. Questo è l'inchiostro, questa è l'acqua. Si mette tutto qui con l'acqua fino a che l'inchiostro viene fuori. E per fare lo shodo, la scrittura, è sufficiente l'inchiostro, quindi acqua e la barretta, un recipiente, un pennello e una carta. Fine. Se pravi, za nekaj pisati ne rabiš veliko stvari. Rabiš posodico, ki mora biti
prav posebna, ker na eni strani zliješ vodo noter, po drugi strani s to barvo drsaš in ta barva se potem nekako stopi in gre v tak prostor za vodo, mislim za barvo. Rabiš to posodico z vodo in barvo, plus še čopič, ki, kot vidite tam, so različne debeline, širine in tudi velikosti. In papir, tudi ta papir ni kar en papir, ampak je poseben. To bo najverjetneje pol kasneje vse tudi povedal. Una cosa interessante da capire è che praticando lo Shodo si capisce molto bene la didattica giapponese per intraprendere qualsiasi arte. Se pravi, z izvajanjem Shodoja, to je tem pisanjem, preko tega razumeš japonsko didaktiko poučevanja tudi drugih stvari. Il maestro non spiega niente, il maestro fa una cosa e bisogna copiare. E dopo anni che uno copia lo stile del maestro e va avanti con i gradi, arriva al sesto dan, a questo punto può trovare la sua via da solo. Se pravi, te učitelji japonske pisave niso hodili na judo. Zato imajo še vedno star način poučevanja, se pravi, to je ta japonska didaktika, ker ti mojster, učitelj, ti pokaže, potegne črto in zdaj ti toliko časa kopiraš to črto, dokler tvoja črta ni enaka oziroma tako dobra kot njegova. Ker ta črta ni črta, ta črta mora nekaj sporočati. In šele, ko je ta črta, tvoja črta, ki si jo narisal, mislim črka ali pa karkoli, tako dobra kot njegova, takrat si ti pripravljen, da lahko sam delaš svoje črte, svoje črke. Podobno je to tudi pri borilnih veščinah, podobno je tako v kuhinji in posod. Ne? Se pravi, najprej ponavljaš za mojstrom in šele, ko si na njegovem nivoju, začneš dodajati svoje stvari in spremeniš tehniko oziroma tisto, kar počneš, nekako personaliziraš, bi rekli, po domačem. Kako pa je s tem, so zaradi tega potem te prve črke, oziroma zakaj so tako velike črke? Mogoče zaradi tega, ker najprej začnejo z velikimi črkami, pa gre potem na tiste majhne, bolj prefinjene. Tudi takšne v filmih, naprimer, pogosto vidimo prav te velike zvitke. Perché queste lettere giapponesi sono così grandi? Perché devono imparare a scrivere grande e dopo vanno sempre più piccolo o c'è qualcosa dietro? No, questo formato qua è un formato comodo per imparare. Dopo si passa a un formato più piccolo, ma anche più piccolo ancora, ma questo per chi scrive normalmente. Per imparare Shodo, meglio questo formato qua, perché si capisce bene la giusta posizione delle linee e degli spazi. E qui siamo in 3 dimensioni, perché non sono solo queste 2 dimensioni, ma c'è anche la terza dimensione, no? che è quando il pennello sale. No? Se pravi, bom začel od konca, to, kar je on kazal. Tle nista 2 dimenziji, širina pa višina, ampak tudi je tretja dimenzija, je premikanje čopiča, se pravi, ko gre čopič gor ali dol. Ne? Pravi, da je ta nekako najbolj enostavna velikost za se učiti pisati, zato ker pri temu vidiš celo kompozicijo, kako je postavljeno, ker ni pomembno samo, kako ti potegneš črto, to je cel proces, kje začeti, kako začeti, ampak tudi prazen prostor, kje je, ne? Se pravi, kako so te črte postavljene, kakšna je distanca med njimi in vse, to je vse pomembno. Ne? In ko se tako malo sprakticiraš iz tega osnovnega, potem lahko greš na manjše. Ne? Za večje, ko je, pa moraš biti že večji strokovnjak. Ne? E poi c'è anche la scrittura più grande e lì c'è un bel esercizio di energia, perché con il pennello più grande si fa questa bella scrittura di queste dimensioni, eccetera, e lì c'è proprio l'energia che si mette sul tratto e
ogni tratto è differente a seconda della persona che lo fa e lì si capisce un po' anche il livello della persona. Più il tratto esprime energia e più bravo è quello che ha fatto. Te Japonci. Se pravi, te veliki papiri, oziroma velike črke, tam je še en element več, ker v bistvu tako je, ne? Če mi to pogledamo, vse isto. Ampak tisti, ki se razume v to, vidi, s kakšno energijo je nekdo pisal. In več energije, ko je v teh črkah, več energije, ko je vložene, tisti, ki je to naredil, je večji strokovnjak v pisanju. In v bistvu je ta energija, o kateri je zdaj on govoril v pisanju, je prisotna povsod v tej japonski kulturi. V temu pretoku energije znotraj posameznika in med osebami. Ne? In v bistvu to je to. Ne? To je tisto, kar se dogaja tudi v borilnih veščinah. Ne? Se pravi, ne vem, mogoče gledate, so kakšni filmi, ko so slepi, pa ne vem kaj. To se čuti. Konkretno v judu, jaz sem bil zdaj v Franciji in sem delal z judo slepimi ljudmi. In sem rekel, itak jih bom premagal, ne. Malo smo se za hec borili, nisem mogel. Zato, ker jaz sem navajen, da delam judo, da gledam. Oni so pa navajeni, da vse čutijo. Oni čutijo mojo energijo. Jaz čutim, ko me nasprotnik oziroma partner potisne, povleče. Oni pa že prej vse čutijo, ker nimajo vida. In pretok te energije je zelo pomemben, tako kot tukaj, tudi v borilni veščini. Se pravi, ne da se jaz zaletavam v steno, in to je ta judo, prilagajanje, izraba nasprotnikove energije v mojo korist. Se pravi, in tu je tudi razlika med če rečemo, da so borilne veščine šport, med vzhodnimi borilnimi veščinami in zahodnimi. Boks, rokoborba, kdo bo koga razbil, tam pa v bistvu izrabiš njegovo energijo v svojo korist, zato da ga lažje vržeš. Tako da so te razlike. Ne? Sicer pa ravno na prazniku, ki ga boste imeli, bomo torej lahko videli cel razpon različnih tradicij iz Kitajske. Pa me zanima, če mogoče velja tudi pri judu, v Kama Sutri konkretno piše, ki je sicer bolj orientirana, mislim, da izhaja iz Tibeta, naštevajo, mislim, da okoli med 100 in 200 različnih dejavnosti, ki naj bi jih človek usvojil, preden se lahko sploh izmojstri in sploh pride do, torej ali do joge, ali do, v tem primeru, tantrične spolnosti. Med njimi tudi so ikebane, delanje mozaikov in podobno. Ali kaj takega, češ, da bi poleg juda moral delati tudi sorodne dejavnosti, da mojstriš tudi velja pri judu? Seveda, ker v bistvu dejstvo je tako, to je zdaj filozofija, ne? Zgodba je ta, ko ti razumeš en princip v judu, razumeš ta isti princip tudi v ikebani, v pisanju, v karateju in povsod. In v bistvu je več informacij, ko dobiš iz različnih stvari. Ne? Se pravi, če mi samo dajmo reči judo, ne? Se pravi, jaz ponavljam eno tehniko 10 let. Delam tap, 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 tap. Najprej se učim gibanja, se učim korake, se učim obračati, se učim, kaj delajo roke, kaj delajo noge in tako naprej. Ampak s ponavljanjem te stvari se moje telo nauči izvajati, se moji možgani naučijo, razumejo, kaj počnem, kako počnem, in ko to osvojim, na isti princip lahko delam tudi druge stvari. Tako da je pa res, mi zdaj konkretno pri judu nimamo, da moraš, ena stvar je, ne, veliki zen mojster niso imeli drugega za početi, kot meditirati in razmišljati o filozofiji, o življenju in tako naprej. Mi danes hodimo v službo, skrbimo za otroke, nekateri imajo še drugo službo in tako naprej. In v bistvu ni
toliko časa, da bi lahko se, recimo on, konkretno se posvetil in judu, in aikidu, in pisanju, in v gledališču so in tako naprej. Je posebnež, ne? Mi poskušamo na tistem malem, dvakrat, trikrat, štirikrat na teden, kolikor imamo vadbe, čim več stvari se naučiti v judu in o življenju skozi judo. Ker stvari, kako reševati probleme, če so to problemi v judu, na isti način jih lahko rešujemo tudi v življenju. In do tega moramo priti. Se pravi, če se v judu lahko dogovorimo, če si pomagamo, če sodelujemo, to lahko počnemo tudi v življenju. Če pri treningu jaz skrbim za svojega partnerja, da ga ne poškodujem, da ga ne užalim, ker če ostanem brez partnerja, ne morem trenirati. Na ta isti način se jaz lahko obnašam v življenju in tako naprej. Tako da so te povezave z neko, borilno veščino ali pa z neko veščino na splošno, z vsakdanjim življenjem. Je, ker ta stvar ni ločena od življenja. Ta stvar je znotraj življenja. Mi smo del življenja in tisto je del našega življenja. Ne? Se pravi, mi smo del juda, judo je del našega življenja in tako naprej. Michelevo društvo, pa čeprav razumem, je pa to še res malce bolj razširilo. S čim se ukvarja? On je res dejaven na različnih področjih. Sicer bo on vse to povedal, ampak imajo pa, eni so gledališče, eni so aikido, eni samo pišejo, eni samo kuhajo čaj. To sem zdaj tako zelo preprosto povedal, ampak bo zdaj on več povedal. Cosa tutto fate voi nella vostra società a Trieste? Allora, noi in questo momento abbiamo messo un po' da parte il judo e seguiamo l'aikido. Perché? Perché nel judo ormai c'è troppo sport, troppe medaglie, e nell'aikido invece questo problema non c'è e quindi si può pensare a crescere, a studiare, a capire soprattutto, no? Se pravi, v njihovem društvu so judo dali malo na stran, ker to, kar sem prej povedal, judo je postal olimpijski šport in je preveč vse usmerjeno v medalje. Bolj so se posvetili aikidu, kjer je več te filozofije, več razumevanja, kaj hočejo s kakšnim gibom povedati. Dopo le arti che ruotano attorno all'aikido, ognuno le fa, le pratica come vuole. Noi facciamo ogni tanto delle conferenze, organizziamo degli eventi per parlare un po' della storia, per parlare delle cose pratiche. Facciamo anche delle degustazioni di sake o di cucina giapponese, organizziamo concerti con artisti giapponesi. E adesso questo venerdì ci saranno 2 professoresse di Milano che faranno una conferenza su argomenti giapponesi, il teatro e l'aikido e le affinità, per esempio, e ogni tanto produciamo anche degli spettacoli teatrali. Per esempio domani io vado in scena, sperando che la voce mi tenga, vado in scena con un antefatto di Madame Butterfly, che è l'opera di Puccini, cosa c'era prima. Okay. E c'è tutta una ricerca ovviamente che abbiamo fatto. Že iz tega ste lahko slišali, da delajo veliko stvari. Se pravi, nekako bolj se posvečujejo aikidu in vsem tistemu, kar je okoli. Ki pa ni tekmovalen, ne tako? Ne, aikido ni tekmovanje, v bistvu niti ni nekega, se ne moreš boriti, tako kot pri judu. Judo je toliko, zakaj je judo tako uspel? Zato, ker ima borbo in v bistvu, ker ljudje smo taki, da se radi malo dajemo, kdo je boljši, in to judo ima zelo dobro, ne? In to je bila tudi eden izmed razlogov, zakaj je tako uspel po celem svetu. In je, da ne govorimo o judu, da govorimo o tem, kar ima on. Vsak počne tisto, kar želi. So možnosti, veliko možnosti, kot pisanje in druge stvari. Poleg vsega organizirajo različne seminarje izobraževalne, gledališče, pravi, da bojo
pripravljajo neko igro Madame Butterfly, ampak tisto, kar je bilo prej, ne to igro. Imajo predavanja raznih strokovnjakov, japonskih ali pa italijanskih na temo japonske. Organizirajo koncerte, kjer pridejo japonski artisti. In še druge stvari, nekaj sem pozabil, ampak mogoče sem spomnil mes, ker je res veliko stvari naštel. Tako da so res zelo aktivni in midva se poznava iz juda in vsakič, ko grem k njemu domov ali pa se srečava, poznava se celo življenje, me navduši in preseneti z nečim novim, z nekim novim znanjem, z nekimi novimi stvarmi. Tako da moram povedati, da sem prav vesel in počaščen, da sem lahko, dajmo reči, kot njegov prijatelj, oziroma da se nekako šlepam za njim in da nekako tudi z njihovo pomočjo poskušamo tu v naši regiji pripeljati to japonsko kulturo. Zato bomo tudi, tako kot sem že na začetku povedal, 12. januarja imeli večer japonske kulture v gledališču, kjer bo Japonka. 11. ali 12. 12. V petek 12. bo v gledališču, v soboto 13. pa je pol ta cel dogodek Kagami Biraki. To je za začetek, v nadaljevanju pa tudi nekako že načrtujemo, da bi skupaj organizirali določene stvari, ker Trst ni daleč in ko nekdo pride do njih, lahko pride naslednji dan k nam in potem kar naenkrat rata to vse bolj poceni in za njih in za nas, ne? Ker je v bistvu ena pot, sta pa dva dogodka. Ne? Bo pa verjetno društvo prisotno tudi na Kagamiju Biraki. Seveda, oni so pomemben del, ker ne samo, da bojo sodelovali z njihovim, s tistim, kar oni počnejo, ampak tudi nam pomagajo pri nekako sestavljanju programa in nam povejo, to je pomembno, to mogoče ne, dajte še to dodati in tako naprej. Tako da to je to sodelovanje, se pravi, sicer mi se zdaj šlepamo na njih, ni neko, ne bom rekel, da je vzajemno sodelovanje, ampak čez čas bomo tudi mi njim lahko kaj več ponudili, da bojo tudi oni nekaj imeli od tega, dajmo tako reči, materialno. Ne? Zdaj se v bistvu mi učimo od njih in mi nekako jih, ne bom rekel, izkoriščamo, ampak njihovo znanje, njihove izkušnje nekako uporabljamo s to, da na tem našem delu nekaj sestavljamo, nekaj novega, nekaj dobrega. Kaj pa obiskovalci bojo lahko uporabljali vaše izkušnje in se mogoče tudi preizkusili v mečevanju, sabljanju? Lih sablje ne vem, če jim bomo dali. Ne? Se pravi, v letu 23 smo bili v osnovni šoli Anton Ukmar, v dvorani je bil ta dogodek in je v bistvu že takrat bilo premajhno za vse gledalce, ki so prišli. Zato smo se odločili, da leto 24 to prenesemo v osnovno šolo Koper, ki je 3-krat večja dvorana, oziroma 3-krat več gledalcev gre lahko noter. In smo dodali še en dan, se pravi ta 12. ko bo ta večer japonske kulture v gledališču, je nekaj novega. In v bistvu to bo samo za pogledati. V soboto pa se bojo lahko ljudje, obiskovalci, preizkusili v borilnih veščinah, se pravi vse te borilne veščine, ki sem jih naštel, bojo lahko šli na tatami, na blazino in bojo tudi poskusili, kako to izgleda. Sabelj jim ne bomo dali, da se ne bo kdo porezal, ne, ampak vse ostalo se bo lahko izprobalo in isto velja za te delavnice japonske kulture. Tako da bojo ljudje, obiskovalci, lahko preživeli popoldne in nekako se uživeli v japonsko in ko bojo šli domov, bojo vedeli, da so se nekaj novega naučili, da so nekaj novega doživeli in da bojo o nečem drugačnem lahko pripovedovali svojim prijateljem. Ker to je pomembno, da se nam dogajajo nove stvari, da vidimo, da obstajajo druge stvari. Ker če smo v neki rutini, vedno isto, vsak dan isto in mislimo, da smo mi najboljši, najlepši, najbolj simpatični. Ne? Ampak stvari se dogajajo tudi druge, pomembne, zanimive,
dragocene in če mi začnemo kombinirati znanja in vedenja, lahko lepše in boljše živimo. Bo popularna kultura tudi prisotna? Bomo imeli tudi mange, stripe. Res je, da letos imamo prvič delavnice japonske kulture in se tudi ta društva tako malo odločajo, ne bi, ampak vsi začetki so malo bolj zahtevni in težki. Prišli bodo tudi, dajmo reči, striparji japonski, zato ker so Koprčani oziroma Izolani in je prav, da sodelujejo, je prav, da se družimo, ker oni lahko postanejo judoisti, mi pa lahko začnemo risati. Kaj pa lonec? Boste tudi razbili za srečo na nove začetke? Sod. Ja, imamo tudi sod, to je sod od sakeja. Po resnici bo prazen, v resnici, zato ker v športno dvorano ne moremo prinašati alkohola. In v bistvu je 6 ljudi, pod ljudje so moški in ženske, ki to so te, izbrali bomo najpomembnejše, ki so nekje najbolj pomagali za to, da dogodek gre lahko skozi, in bomo dali to čast, da se oblečejo v te jukate, se imenujejo te obleke, pregrinjali ali pa kimono, bojo dobili sod in potem je treba zapeti eno pesmico, to imamo mi povezovalko, ki to zapojem, razbijejo ta, simbolično se razbije ta sod, si zaželimo veliko sreče v novem letu in potem gremo ven iz dvorane na zdraviti sake. Ja, super, sliši se kot odličen dogodek, vsekakor ga bomo spremljali tudi na Megafon TV. Vama dvema pa lepa zahvala, da ste se danes oglasila v našem studiu. Hvala tudi vam. Dragi gledalci, kot ste slišali, 12. in 13. januarja se ima zgoditi že 5. Kagami Biraki. Če želite japonsko kulturo spoznati od blizu, se jim torej le pridružite. Do prihodnjič, lep pozdrav.